Bog deluje po veri. Lahko mu verjameš, da bo nekaj zdaj v tebi naredil in bo naredil. Lahko pa misliš, da pač boš nekako dobil par intelektualnih informacij in pol to dobiš. Ampak dajmo verjeti za to, da nam Bog govori. In smo v apostolskih delih, na koncu 15. poglavja smo. In potem bomo šli v 16. V 15:36, čez nekaj dni je Pavel rekel Barnabo, obiščava še enkrat vse kraje, kjer sva oznanjala Gospodovo besedo in poglejva, kako je z brati. Se pravi, dobro je, da pogledaš, kako je z brati. Brati tu pomeni sestre. Se pravi, dobro je, da malo pogledamo zdaj, kaj Julij pa Avgust minil, kako je kaj z našimi brati. Dobro je pogledati, jaz enih ljudi že odkar je COVID nisem videl, ampak tudi za njih moramo poskrbeti, pogledati, kako je z brati, ko mogoče nimajo toliko vere, da bi se družili z nami. Ampak vseeno lahko jih obiščamo, lahko poskrbimo za njih. Barnaba je hotel vzeti sabo na pot še Janeza, imenovanega tudi Marko. Pavel pa je bil proti temu, da bi vzela sabo človeka, ki ju je zapustil v Pamfiliji in ni šel z njima na delo. Tedaj med njima prišlo do spora, tako da sta se razšla. Barnaba je z Markom odplul na Ciper, Pavel pa si je izbral Sila in odpotoval z njim in bratje so ga priporočili Gospodovi milosti. Potoval je skozi Sirijo in Kilikijo in tam utrjeval cerkve. Se pravi, ni dober, Pavel ni hotel vzeti človeka, ki ni bil zvest. In če mi smo dostikrat delali napake in dali odgovornost ljudem, ki niso zvesti. In to je najslabše. Če hočemo človeka uničiti, mu sam daj odgovornost človeku, ki ni zvest. Zato se ti ne sme muditi, ko služiš Bogu. Najprej bod zvest, haleluja. Bod zvest v najmanjših stvareh, ki ti je dal, in ne sme se ti muditi, da bi čim več, čim hitrejš delal, ampak bod zvest v najmanjših stvareh, ki ti je dal, haleluja. In tukaj si pogledamo Barnabo. Barnaba, njegova služba je bila, da pomaga ljudem. In problem je, če to, v čemer si najboljši, daš pred Boga. In to se nam dostikrat zgodi v eni stvari, ki smo močni. Recimo, en od mojih darov je dar vere, dar ozdravljenja. To pač čez mene deluje. In problem je, če jaz v svoji moči pridem, vidim bolnega človeka in se rečem, zdaj bom pa dvignil vero, zdaj ga bomo pa ozdravili in se nič ne zgodi. Zakaj? Ker to se samo po Svetem Duhu lahko zgodi. In problem je, da v stvareh, v katerih si močen, lahko postanejo tvoje največje šibkosti, ker ne boš dovolil Bogu, da tam deluje, ampak se boš sam trudil in boš postal tako kot Peter, ki je rekel Jezusu, ne greš na križ. In potem je Jezus mogel reči, stran od mene, Satan. Zakaj? Ker razmišljaš po človeško. Ne razmišljaš tako kot Bog, ampak tako kot človek. Se pravi, Barnaba je tukaj razmišljal tako kot človek. Hotel je pomagati človeku, ni pa gledal, kaj najboljš za njihovo službo s Pavlom. Zato nikoli ne smeš dati človeka pred Božji načrt. Vedno moramo slediti Božjemu načrtu. Kaj Bog hoče? Haleluja. Zato jaz trenutek, ko ne bom najbolj primerna oseba za pastore v krščanskem centru, ampak bo Bog hotel, da je to nekdo drug, ne bom imel nobenega problema s tem, zato ker to ni moja cerkev. To je krščanski center, pripada Jezusu. Haleluja. To je njegova cerkev. In tako vsi moramo tako razmišljati. Mi smo udje, Jezus je glava. Amen? In vsak, ki služimo, se pol ne bomo prepirali. Ker zakaj sta se Pavel in Barnaba prepirala? V pregovorih imamo odgovor. Prepir pride samo zaradi ponosa. Se pravi, čim se prepiraš, pomeni, da si dal sebe pred Božji načrt. Se pravi, jaz se še vedno kdaj prepiram s svojo ženo, čeprav so oba spreobrnjena, oba sva spolnjena Svetim Duhom. Ampak pač mi grede se lahko skregava. In pol že čez, ne vem, pol ure, sploh ne vem, zakaj sem se skregal, ampak počutam se pa ful slabo še vedno. In pol si rečem, kva se slabo počutam? Zaradi nečesa, ka sploh ne vem, zakaj že, a je to vreden cerkev? Ni. To je samo ponos. Se pravi, ne se prepirati za neki, ker nima veze v večnosti. Amen? Se pravi, ni važno, a je žena
Pržgala uno luč, ki tebe moti, a si zobno pasto stisnil na sredini ali od spodaj, ali ne vem, pač karkoli. Ne se sekirati za stvari, ki nimajo veze v večnosti, oziroma ki se jih sploh ne boš spomnil že naslednji dan, ali pa čez en let. Se pravi, prepir pride sam zaradi ponosa. In kaj narediš? Spet daš to Jezusu, ne se prepirati. A si kdaj zmagal prepir tako, da si se nehal prepirati? A ti je kdaj to uspelo? Mene je parkrat v življenju to uspelo s ženo, ne vedno, danes je ni tukaj, s to lahko ful o njej govorim. In včasih, ko sem bil tako pripravljen, ko sem videl, da je to ona vroča točka, v kateri se lahko kregava, sem se hitro oborožil s ponižnostjo. In pol, ko je žena mislila, da se bom nazaj kregal, se jaz nisem, halleluja. In pol se je samo ona sama sabo kregala. In jaz sem pač bil tih in ponižen. In pol se kaj zgodi? Bumerang se je nazaj v njo odbil in se je počutila ful neumen. Jaz sem bil pa naenkrat heroj. In pol, valjda, se je mogla meni upravičiti. In jaz sem se ful dobro počutil. In pol sem si rekel, zakva skozi tako ne živim? Kakokrat pa jaz hočem zmagati debato in vedno zgubim, kadar hočem zmagati. Se da je to zgodilo. In pol, ampak mi smo toliko trmasti, da mislimo, ma ne, zdajle mi bo pa ratalo. In jaz že tokrat sem se skregal ženo, ker sem mislil, zdajle bo pa videla, da imam jaz prav. In spet ni videla. In pol sem spet zgubil. In to vse zaradi čist brezveznih stvari. In pol se ljudje ločijo zaradi čist brezveznih stvari. Družine razpadejo. Razumete, prepir, wow, tam se ful zlo začne dogajati. Ne moreš reči, ma jaz sem iz take bolj, danes imamo spet Primorci med nami, dobrodošli. Ampak ne moreš reči, jaz sem bolj tak Primorca, veš, jaz sem bolj Italijan, mi se vsi tako na glas deramo en čez drugega. Čas je, da to spremeniš, amen? Da rečeš, jaz sem nebeščan, halleluja. Jaz imam druge vrednote Božjega kraljestva, amen? In tukaj je pač Barnaba mal zamočil in kot posledica tega niti enkrat ni več omenjen v Svetem pismu. Niti enkrat Barnabi ni več. Vse je dobro, najbrž še služil Bogu, ampak ni več bil v tem planu A. Zato ne rušati odnosov, halleluja. Zdaj, če se vrnemo na Pavla, pa na Markota. Se pravi, Marko ni bil zrel, ampak Pavel je toliko zgleda, ne vem, sledil Jezusu, da on je v enem trenutku življenja, bolj proti koncu apostolskih del, ga je cerkev zavrgla, ker cerkev je postala mega cerkev in imeli so miks religije pa svetega duha in Pavel jim ni bil preveč všeč. In v enem trenutku je rekel, sam še Janeza rabam, Markota, se pravi, in je hotel, da njega, se pravi, zaradi katerega se je v bistvu skregel z Barnabo, je zdaj samo še njega hotel nazaj. Se pravi, kaj tukaj vidimo, da Pavel nikoli ni prekinil odnosa z Markotom. Se pravi, ne kar odrezati ljudi, zato ker niso dosti sposobni ali zreli ali karkoli, ker Bog dela vsakmu človeku, amen? Bog dela v meni, v tebi. In jaz recimo, če koga že dolgo nisem videl, jaz ne vem, kakšen je ta človek. Jaz vem, kakšen je bil, ko sem ga videl pred enim letom, samo danes, jaz ne vem, kakšen je on. Ker lahko, da je ful napredoval takrat. Tako. Vedno najprej dober pomisel o človeku, ne vedno najprej slabo pomisel. Vedno da je človeku možnost, da se je ful popravil. In tukaj Pavla vidimo, on zdaj za svojega najbližjega sodelavca zbere človeka, ki ga je prej ni hotel nič imeti z njim. Se pravi, vidimo, halleluja, da je upanje za vsakega, halleluja. In poglej si Markota zdaj, Marko pa hvala Bogu, ni bil užaljen, zato ko ga prej Pavel ni hotel, amen? In to je da best, če sprejmeš Jezusa, da mu slediš na ta način, da si se odrekel vsake pravice, da si užaljen. In enostavno, tudi, ko te zaboli, ko te kdo zavrže, moraš vedeti, da noben te ne more završiti. Kdo te bo zavrgel, če te je Jezus sprejel? Kako te lahko človek zavrže, če te pa Jezus sprejel? Razumeš, da največja inštanca te je sprejela. Ti si sprejet,
Ti si kraljeva hči, kraljev sin. Se pravi, kjerkoli človek te zavrguje, je nepomembno. Amen? Reči, jaz ne bom zavržen. Jaz ne morem biti zavržen. Haleluja. Kaj morate vedeti, zavrženost je ena ful globoka ovira, da ljudje ne služijo Bogu in dostikrat te tukaj hudič pol ujame. In zaradi zavrženosti pol ne slediš več Božjemu klicu, ne moreš več Bogu verjeti. Pretrgaš odnose z ljudmi, ki jih rabiš v klicu, v katerega te je Bog poklical. Zato pač odreci se tega, da je to vse Jezusu. Najboljše, da čim nekaj opaziš, recimo mene enkrat en moj nadrejeni ful prizadev in pač me oškodoval, sem mu takoj odpustil, ampak potem naslednji dan, ali pa naslednji teden, pa naslednji mesec, ko sem samo se v neki situaciji na njega spomnil, se v meni tako začela dvigovati grenkoba. In kaj je Pavel rekel? Čim opazite korenino grenkobe, hitro z njo računite, zakaj da ne umaže še ostalih. Se pravi, in potem sem samo rekel, umri, grenkoba umri v meni. Ne smeš razmišljati v tej situaciji, moraš grenkobo dati stran. Ker težko boš hodil v Božji ljubezni, če ne ljubiš bratov, ki jih vidiš. Kako pa ljubiš Boga, ki ga ne vidiš. Se pravi, to je neka lekcija iz konca 15. poglavja. Gremo zdaj v 16. Upam, da nisem predolg uvod naredil. Prišel je v Derbo in od tam v Listro, tam je živel učenec z imenom Timotej, sin Judinje, ki je sprejela vero, njegov oče pa je bil Grk. Bratje v Listri in v Ikoniji so imeli o njem zelo dobro mnenje. Pavel ga je hotel vzeti sabo, zato ga je dal obrezati. To je tako, kot da bi danes nekomu, ki je ful proti cepljenju, rekel, pač Timotej ni mogel iti s Pavlom v Švico, razen če se cep. In kaj zdaj Pavel naredil? Naredil dokumente, podkupil zdravnika. Ne, dal ga je cepati. Katastrofa. Zakaj, če je vse, da lahko strup piješ? Ne vam povem, sam nekaj v cepljenju. Jaz ne promoviram cepljenje. Jaz osebno verjamem, da je to triljonski posel, da v bistvu denar je Bog tega sveta. Ne verjamem, da gre tukaj za neko blazno veliko zaščito pred virusom, ampak to je čist nepomembno. Pomembno je samo to. Jezus je rekel, bil sem v zaporu in ste me obiskali. Bil sem bolan in ste prišli k meni. In potem učenec je rekel, kdaj si bil v zaporu? Pa kdaj si ti bil bolan, Jezus? Rekel je, karkoli niste naredili, za enega od teh malih niste naredili zame. Karkoli ste naredili za enega od teh malih, ste naredili zame. Se pravi, če jaz zaradi cepljenja, zaradi PCT-ja ne bom prišel v Hevse na obisk, je nekaj z mano narobe. Amen? Je nekaj z mano narobe. Jaz sem se odločil, jaz ne bom dovolil, da me kjerkoli stvar ustavi, da ne bi služil Bogu. In to je strategija, ki jo je Pavel uporabil. Pavel ni hotel izgubiti Timoteja za v bistvu ljudi, s katerimi bosta s Timotejem služila Bogu. To je isto, kar jaz recimo ne morem nekam iti zaradi PCT. In rekel, ne, naredili bomo PCT. Pač ga bomo naredili, haleluja. Čeprav je bil proti temu, Pavel je učil obreza nič ne koristi. Je brez veze, ampak vseeno je dal odraslega človeka obrezati. Zakaj? Zaradi drugih ljudi. Haleluja. Amen. Se pravi, ti, ko boš pred Boga stopil, on sploh ne bo vedel, o čem govoriš, če boš govoril o koroni pa PCT-ju. Če mu boš rekel, ja, le, nisem mogel prijeti zaradi tega pa tega. On bo rekel, a nisem rekel, da lahko strup piješ. A nisem jaz nad vsako inštanco in avtoriteto, haleluja. Niti noš mogel reči, da nimaš dosti denarja, da delaš, kar ti je Bog rekel, če je on tvoj skrbnik. A je tako? V bistvu, veste kaj, če nam karkoli manjka, nam ne manjka denar, zaščita, ozdravljenje ali karkoli, ampak vera. To nam manjka, haleluja. Ker ne živimo po veri, ampak po tem, kar gledamo. In pa imamo probleme. Zato dajmo živeti po veri. Amen. Kako živiš po veri? Tako, da ne gledaš to, kar se vidi, ampak to, kar se ne vidi. Amen. In s kje pride vera? Po poslušanju Božje besede. Ker se hraniš z besedo, se ti vera jača. In naslednjič, vera deluje po ljubezni. Se pravi, bolj, ko veš, da te Jezus ljubi, več mu boš verjel. Amen.
bolj kot dovoliš, da njegov ljubezen transformira tvoje življenje, da si totalno zaljubljen v Jezusa, boš verjel, kot majhen otrok. Haleluja. Ok, se pravi, Pavel je tukaj naredil radikalno stvar, dal je človeku nekaj, proti čemer se je boril. On se je boril proti temu, da ljudje zaupajo v obrezo. Je rekel, obreza nič ne koristi, ampak novo življenje v Jezusu koristi. Ne pa obreza, ampak tukaj da človeka obrezati. Zakaj? Da ne bi bil spotika drugim ljudem in da jih lahko dosežete. In gremo naprej. In potem tudi druga navodila, ki so jih imeli, da ne smejo jesti krvavic in tako naprej, še naprej to priporočajo. Zakaj? Da niso zgubili Židov, ko jim je bil to en glavnih smrtnih grehov. Recimo, če ti hočeš pridobiti muslimane za Jezusa, ne svinino jesti z njimi, se imaš dosti drugega mesa. Če hočeš vegetarijanca pridobiti, jej zelenjavo, haleluja. Jaz se spomnim, ko je bil en ful, eni se še spomnite Cvetota. Jaz se spomnim, ko je prišel na hišno skupino ful vegetarijanca ali celo vegan in pol je sprejel Jezusa in pol smo imeli skupaj večerjo na hišni skupini, ko je bilo vsega konc. In on pravi, ne, meni da je samo riž, brez mesa. Pa sem rekel, ti lahko nekaj preberem. In sem mu prebral Rimljanom 15, noben ga ne soditi, glede na to, kaj lahko je, kaj ne sme jeti. Ker je šibki v veri, misli, da lahko je samo zelenjavo. In pol je rekel, pa sem je šibak v veri, sem rekel, lej, pač po tvoji vesti, haleluja. In pol je rekel, a ti si močen? Sem rekel, ja, zato lahko je meso. Aha, daj še meni klobaso. In pol je Čutipel vse prekinul, ker je sprejel Jezusa, haleluja, amen. Razumeš, da nič ni pomemben. Ni pomemben, ker dan slaviš. Kaj verjameš glede PCT-ev? Nič tega ni važen. Amen. Sprejet moraš vsakega človeka. Haleluja. Amen. Tvoj cilj mora biti, kako se bo evangelij lahko zdaj širil v tem okolju. Jaz, če bi živel v sužnjem lastniškem obdobju, ne bi šel zdaj pridigati pa razglašati, kako je to greh, ampak bi hotel vse ljudi pridobiti Jezusu, in gospodari, in sužnje. Haleluja. In bi imel, če bi imel hišno skupino v kakšni hiši, kjer ima gospodar sužnje, glavna točka bi mi bila, da se vsi spreobrnejo, ne da on neha imeti sužnje. In tako je tudi Pavel živel, zato dajmo res Jezusa na prvo mesto. Amen. Vse, karko razmišljaš, če boš narobe razmišljal, si boš nepotrebno nakopal ful enih problemov. Če boš idealist, boš vedno trpel. Vedno, ker na zemlji nikoli ne bo nič idealno. Noben sistem zemeljski ni idealen. Idealno bo samo takrat, kjer bo Jezus vladal in bomo mi imeli nov nova telesa in bomo sploh lahko živeli skladno z njim. Zdaj pa skozi bitka. Zdaj pa vedno na zemlji ima kdo avtoriteto? Človek. Bog je človeku dal avtoriteto. Kjerkoli je človek, tam so problemi. In vedno bojo. Zato ne biti idealist. Probuj največ narediti, kar lahko v tej situaciji, da čim več ljudi izve za Jezusa. Amen? Ker največja stvar je, ko se človek z Jezusom sreča. Haleluja. To je najbolj pomemben. Haleluja. Zdaj pogledamo še naprej. Potovali so skozi Frigijo in deželo Galačanov, ker jim je Sveti Duh branil, da bi oznanili besedo v provinciji Aziji. Se pravi, dobro je poslušati Svetega Duha. Recimo, dosti ljudi misli, da je na rdeči luči in čaka, kdaj se bo zelena požgala, da nekomu nekaj pove o Jezusu ali karkoli. Obrnem sliko, apostol Pavel je vedno imel zeleno luč. Šel je posod, dokler se ni rdeča požgala. In to je čist drug stil. Ker ti posod to zanimivaš, razen, če te Sveti Duh ustavi. In pol tam pomeni pač, da bod previden, hotel modrosti, deli kaj drugega, ne v Jezusu govoriti, haleluja, ker ljudje niso pripravljeni ali jim to ne bo koristilo. Ko so prišli do Mizije, so poskušali priti v Bitinijo, to da Jezusov Duh jim tega ni dovolil. Zakaj? Ker je imel drug plan. Amen? A si ti pripravljen svoj urnik podrediti Bogu? A si pripravljen, da te Bog lahko preusmeri? A si toliko občutljiv v svojem duhu, da niso tvoji načrti pred Bogom? Jaz mislim, da to je najlepše življenje, ko v bistvu si vodljiv Svetim Duhom. Jaz, ko sem prvič začel
verjeti, vse, kaj je Jezus zame naredil na križu, jaz sem še zdravstveno izkaznico stran vrgel. Pol bančne kartice nisem hotel. Jaz sem imel vedno, ves svoj cash sem sabo nosil. Tako da Bog, če hočeš, jaz ti vse zdaj lahko dam. In pač to ti ne priporočam, kar je lahko imaš modrost, lahko imaš zdravstveno kartico bančno, ampak vsem dajo Bogu na razpolago. Amen? Da je vse Bogu na razpolago. Ko nekaj zboliš, ne tako k zdravniku laufati. Najprej prid k Jezusu. Amen? Najprej probi v duhu vse sprejeti. In pol pa, če rabiš zdravnika, uporabi zdravnika, nič hudega, mol pol za zdravnika. Isto z denarjem, lahko si ful reven, pa si zvezan z denarjem. Lahko imaš pa ful velik denarja, pa nisi zvezan z denarjem. Ko važno je samo, da ga predaš, da v umu, v srcu, da si vse predal Jezusu. In pol mu slediš, si zvest v darovih, v daritvah. Bog te lahko uporablja. Če nekoga, da nekomu pomaga, lahko tebe pokliče. Razumete? To tukaj vidimo, da oni so slišali Svetega Duha, ko so bili ful prepričani, da nekam grejo, niso šli, ker jim Sveti Duh ni dovolj. Pa so hoteli drugam in spet ni dovolj. Halleluja, to moraš biti kar dost ponižen. In kaj se potem zgodi? Neko noč, 9. vrstica, neko noč pa je Pavel videl prikazan, se pravi vizijo, pred njim je stal neki Makedonec in ga prosil, pridi v Makedonijo. In zdaj spet ne smeš biti pikolovski, ker kaj se zgodi, Pavel pride v Makedonijo in veste, koga tam sreča? Nobenega Makedonca, ampak Makedonko. In zdaj spet moraš biti ponižen, etko. Mi bi radi, jaz dostikrat za koga molim, pa dobim dar vednosti, tako, da niti ne vem, a je to bil Bog, ali sem si jaz mislil, tako, ful simple bi ga zgrešil, ful simple. In pol pač moraš biti ponižen. Če hočeš, da te Bog upravi, moraš biti ponižen. Moraš se zavedati, da mogoče ni točno tako, kot si ti misliš, pa vsem greš v akcijo. Vsem pač. In si ponižen, rečeš človeku, ne vem, če to od Boga, ampak a ti to kaj pomeni. In tudi tako lahko začneš, halleluja. In Bog bo deloval, halleluja. Ne boš vedno dobil ful detajlov, halleluja. In ne čaka, da boš imel vse urejen, preden te v Bog nekam poslal. Pejt, z najmanjšo stvarjo pejt v akcijo. Pavel je šel. In pol, ki je tam videl žensko, ni rekel, ker Lidija jih je vabila, da pri njej začnejo cerkev, on ni rekel, sorry Lidija, ampak mora biti moški. Ne moramo imeti žensko za stebr cerkve, pa še vizijo sem imel tako. Razumete, koliko je Pavel res mogel biti ponižen, da v patriarhalni družbi gradi cerkev na ženski, pa še vizijo je imel, da bo to moški. Razumete, koliko moramo biti obsedani z evangelijem, da nam nič drugega ne sme biti pomemben, ampak sam kaj je Bog govoril, halleluja. Oziroma, kaj je boljš za evangelijo. Kako se bo evangelij bolj širil. Zato, jaz ne vem, lahko da je Bog imel pripravljenega Makedonca, pa Makedonc ni hotel, pa je pa Lidijo poklical. Jaz ne vem, ampak to sploh ni važno. Važno je to, da se evangelij širi, tudi če ni nič v redu. Tudi če mi nismo popolni, če nam nič v cerkvi ne štima tako, kot bi mogli. Eni ljudje zapustijo cerkev, ker je pač kava bila premalo topla, ker so prišli zjutraj. Eni, ki jim nobeni čevljev spucimo na vhodu, malo pretiravam. Ampak bodimo ne vse razmišljati, kaj je najboljš za Božje kraljestvo. Amen? Kaj je najboljš za Božje kraljestvo? Zato sem jaz rekel in tudi zdaj, ko prihaja nov val Svetega Duha in zraven, vemo, da tudi država ima svoje valove. Sem rekel, mi bomo v vsakem valu odprti, skozi, halleluja. Zakaj? Ker to je najboljš za Božje kraljestvo. Ker Božja beseda prav, ne opuščati bogoslužje. Halleluja, zbirimo se skupaj. Recimo moj nadrejeni mi je rekel, Klemen, zaprite cerkev, pejte online, ker to je najbolj modro in v bistvu preganjanje ni zaradi Jezusa, ampak je pač pomoč, da gre virus stran. In pol res, 2 tedna smo zaprli, ampak jaz nisem mogel biti zaprt. In sem rekel, bomo spet odprli. In pa smo odprli. In pa sem
svojemu nadrejenemu vedno sliko poslal, ampak na vsakem mitingu je nekdo Jezusa sprejel. Zanimiv. Ker folk je bil ful prestrašen. In ko so zvedeli, da smo odprti, so začeli sam hoditi. In jaz sem vedno mu poslal sliko, lej, danes smo imeli odprt in 2 osebi sta sprejeli Jezusa. In sem jih slikal. In naslednji teden spet. In sem rekel, kaj misliš, da je dobro, da smo odprti? Pa rekel, lej, delite karkoli vam Bog govori. Haleluja. In smo vse krščanske centre odprli. Rekel, haleluja, slava Bogu. Se pravi, ti moraš vedno razmišljati, kaj je najboljše za evangelij. Mi ne dajemo sebe na prvo mesto, ampak kaj je najboljše za evangelij, haleluja. Jaz verjamem, da mi vedno moramo biti na razpolago ljudem, haleluja. Vedno, haleluja. Zdaj, za te, ki pač mislili, da ni dobro prijeti, oni niso drugorazredni kristjani. Zato moramo tudi za njih poskrbeti. Ampak nikoli ne bomo se spustili na drug nivo, kot nas Bog kliče. Amen? Mi ne moramo delati kompromisa, zato ker nekomu nismo všeč. Razumete? Ne moramo pač. Mi moramo ustrajati, slediti Jezusu. Tako kot Pavel. Ena vrata se zaprejo, druga se zaprejo. Pol dobi vizijo, da bo tam moški, je tam ženska, nima veze, samo da gre evangelij naprej. Razumete? Taki moramo biti. Nima veze, kjer vali, 10. val, koliko cepiv, koliko je tega, PCT-ov, pogojev, glava te boli, ko poročila poslušaš. Nima veze, gremo širiti evangelij, amen? Razmišljamo, koliko več lahko še dosežemo ljudi za Jezusa v novem valu, amen? In vedno si predstavljam, da je zdaj novi val Svetega Duha, ne virusa, amen? A imate še kaj časa, ali se vam bo zažgala pečenka v pečici, imate timer, haleluja. Haleluja. A gremo še eno stvar pogledati. V 16. poglavju. Se pravi, cerkev se začne, ženska se spreobrne, ful premožna ženska in cela družina se da krsti. In to je dostikrat vidimo v Svetem pismu, ko se ena oseba spreobrne, cela hiša pride. Dajmo moliti za cele hiše, da so pri Jezusu. Če si edini vernik v svoji družini, moli za celo hišo, za vse, haleluja. Verjamem, da je čas, da cele hiše pridejo k Jezusu. In dajmo si še eno stvar pogledati. V 16. vrstici vidimo deklico, ki je imela duha vedeževanja. In je govorila prav, govorila je Pavel in Sila sta Božja človeka. In na koncu, prvi dan Pavel jo pusti, drugi dan jo pusti, na koncu več ni mogel tega prenašati in se obrnil in je izgnal duha vedeževanja ven iz nje. In ni Slovenija polna vedeževanja. In so vedeževalci, ki pač so poslovneži, vedeževalke, ki so pač služijo s tem denar, nimajo nobenega demona vse, ampak služijo denar. So pa vedeževalci, ki imajo demona vse in ti lahko veliko stvari povejo. Recimo, moja mama je šla k vedeževalki, ker sem jaz bil čisto nov kristjan in je vedeževalka rekla, vidim, da je tvoj sin pastor. Jaz sploh še pastor nisem bil. A ni to odštekano. Jaz ne vem, kako je to možno. Ker vem, da hudič ne ve, ne pozna prihodnosti, razen to, da se bo cvrl v peklu, to ve. Ampak on je toliko pameten, mislim, inteligenten, hudič je blazno inteligenten. Modr ni, ker če bi bil modr, bi se predal Jezusu. Ampak toliko je inteligenten, da lahko vse iz tvoje preteklosti pogleda, zračuna, vse pogleda, kaj delaš, kaj se dogaja. Cel tvoj življenje za nazaj vidi in lahko predvideva, ker že 6000 let opazuje ljudi, lahko predvideva, kaj se ti bo zgodilo. In on vidi tudi v duhu, kaj se ti je zgodilo. Hudič je vedel, kako je mene Jezus prišel odrešati, kako zdaj operiram v duhu in je videl nekje, kje bom jaz pristal. Je v gibu in ful mi je bilo to zanimivo. In pa sem mami rekel, če bo še hodila k vedeževalki, jaz ne bom več molil za te, ker to je demonski duh. In pol se pač odloči, ali boš služila hudiču, ali pa priti na našo stran, se predaj priti v Božje kraljestvo. In pol smo hitro to razčistili. In pol tudi teh duhovnih časopisov več ni bilo pri nas doma, ker sem rekel, če boste imeli te časopise,
od karme do aure, to je poln ene duhovnosti brez Jezusa in je v bistvu temna stran. Ljudje mislijo, da so v luči, ampak so v temi. Ker vse, kar je brez Jezusa, je tema. In duh vedeževanja je izredno privlačen, ker človeku veliko stvari odpre. Ker dejansko, če je oseba res obsedena z demonom vedeževanja, ti lahko ogromno stvari pove iz tvoje preteklosti, ampak kar ne veš, je, da zraven si se pa odprl za demonskega duha. In pol lahko začneš pričakovati, da bo kdo v družini umrl, da bo kdo zbolel, da bo te zgubil veliko stvari. Družina ti lahko razpade. Jaz sem vse to videl v svojih družinskih, ne najbližjih, ampak v svoji teti in tako naprej. In naenkrat družina razpade v njene hčerke, v druge hčerke, ena skoraj umre od tumora, vse od teh stvari ven. Zato, če si bil vključen v to, samo reči, Jezus, jaz ti predajam svoje življenje. Odpust mi, da sem bil vključen v kjerokoli duhovnost, razen v tvoje kraljestvo. Jaz priznam, da si ti moj Gospod, da si ti moj rešitelj. Odpovedujem se vseh drugih duhov in jim zapiram vrata. Hudič, pober se iz mojega življenja. Nimaš več oblasti nad mano. Jaz zdaj vabim Svetega Duha, da me izpolni. Jaz sem opran v krvi Jezusa. Jaz sem ločen od vseh drugih duhov. Amen. Se pravi, karkoli ti Bog pokaže, da si v karkoli bil vključen, odpovej se tega, zaniki to in nažen hudiča stran, da ti ne more delati težav. Haleluja. In Pavel in Sila, ki sta to naredila, ki sta izgnala demona, so lastniki te deklice jih začeli ful preganjati in celo mesto sta usmerila proti njim, ker so začeli zgubljati denar. Jaz sem par vedeževalk že pripeljal v Hevsu in čarovnic, ampak vedno se je tukaj pojavil problem, kako naj zdaj živim, kva naj zdaj delam. In spomnim se ene vedeževalke, ko sem jo vprašal, kaj si želiš delati, zdaj, ko poznaš Hevsa. Je rekla, rada bi imela cvetličarno. Sam je nemogoče, ker sosedna pisarna od njene vedeževalne pisarne je bila cvetličarna in ona se je ful želela imeti to cvetličarno, ker so jo nekaj prodali, kaj smo. In potem sem rekel, nič ni nemogoče. Če to čutiš v srcu, dajva za to moliti. In pol sva za to molila in pol je rekla, evo, tukaj še 300 evrov dam v cerkev, kot neko seme, da me Bog blagoslovi. Ne ti povem, ti si ne moreš zaslužiti z denarjem odgovor na molitev, ampak je pa res, da če v veri pa v ljubezni Bogu daš neko seme, da bo to seme proizvedlo sad. To pa je res. Ker večinoma, če ti Bog govori, to je vprašanje, če ti Bog govori, da nekaj daj, je zato, ker ti nekaj hoče dati. In rab seme v tebe, da bo proizvedlo žeto. Haleluja. A je logično? In ona je naslednji teden prišla v skupnost in rekla, hej, dobila sem cvetličarno. Haleluja. Se je slava Bogu, niti več treba vedeževati. Haleluja. Sem pa srečal obratno, vedeževalke pa čarovnike, ki pa se niso mogli tega odpovedati. Jaz rajš bi od lakote umrl, kot da služim hudiču. Haleluja. Ampak vem, da nam umrl od lakote, ker bo Bog zame skrbel. Amen. In kaj se zgodi? Pavel in Sila sta zdaj zaprta v najglobji del zapora. Celo mesto se upre in kaj one dva naredita v polnoči? Naredita si večer slavljenja. Haleluja. Mi smo imeli predvčerajšnjem tukaj večer slavljenja in smo par ur se vzeli, ko sam slavimo. In mene the best, ko pridem, haleluja. Ko lahko samo slavim, haleluja. Ko lahko par ur preživim v slavljenju. Problem je, če ti nisi domač v slavljenju. Kaj boš pol naredil, če priješ v polnoči v zapor, a misliš, da boš pa zdaj kar naenkrat paratu slavivc? To
To je življenjski stil. Ti moraš skozi biti slavivc. Amen? Odloči se, da si slavivc. Mene so včasih sprašvali na kakšne konference, kaj sem, kaj delam. Rekel, jaz sem slavivc. A imaš kakšen CD? Rekel, nimam, ker noben to ne bi poslušal. To sam, ko se tuširam, se to da kaj poslušati. Ampak ti bod slavivc v srcu, amen, bod skozi v položaju slavljenja. Lahko si poješ pesem. Jaz sem ful vesel, da imam tak motor, da lahko še na motorju slavljenje poslušam. Jaz sem odvisnik cerkev. Jaz sem ful odvisen od slavljenja. Skozi. Jaz skozi, kamorkoli pridem, v kjerokoli stvar, avto, sobo, vedno si dam gor slavljenje. In pa sem si že rekel, mogoče pa to ni prav. Ker če bom kdaj v zaporu, tam ne bom imel slušalk pa ozvočenja. Mogoče moram sam slaviti. In tudi to je dobro. Lahko sam slaviš. Zato pa rekel, delite se melodijo v svojem srcu. In jaz te povem, če zgubiš to melodijo, boš ful težko hodil v duhu. Haleluja. Hiter boš žrtev okoliščin. In ne ti še nekaj povem. Če gledaš na svoje okoliščine, da bi lahko ocenil, kako ti gre, se ne moreš bolj zmotiti kot to. Tvoje okoliščine čist nič ne definirajo, kako ti gre. Če ne bi Pavel pa Sila lahko rekla, le kva delava. Tam nama je Bog govoril, da naj ne hodva tja, nisva šla. Pol je tle govoril, ne, nisva šla. Pol je rekel, Makedonija bo moški, mi dva greva do ženske. Pol greva z ene težave v drugo. In kaj je zdaj se zgodilo? Zdaj sva tle v zaporu. Ful nama ne gre dobro. Kako bo prišla ven iz tega? Nekaj mora spremeniti v svojem življenju, Sila. To tako ne gre več. Če bo sploh še imela še eno priložnost. A razumeš, da to bi vse bilo zgrešeno. Ne gledati svojih okoliščin, da bi ocenil, kako ti gre. Moraš vedeti, da lahko ti gre ful dobro, zato imaš ful slabe okoliščine. Zato je cela vojna okoli tebe. Dostikrat ljudje pridejo k Jezusu, ful imajo bitke in pol nehajo hoditi, recimo v cerkev. Ker ti se lahko odrešam, pa ne hodiš v cerkev. Samo vprašanje, koliko časa boš držal. Zato vedno bo del cerkve. Vedno, haleluja. In pa rečejo, čim sem nehal hoditi v cerkev, sem se imel ful dobro. Ampak čim sem hodil v cerkev, me je začelo vse boleti, glava, trebuh, vse. Tudi če te vse boli, vse pridi, ko boš videl, da že po prvi pesmi boš lahko drug človek. Cerkev, jaz sem pastor, pa dostikrat ne bi prišel v cerkev, če ne bi bil pastor. In zato, ker sem pastor, pač moram prijeti. Razumete? Ampak mi, ko začnemo tle noč slaviti, sem jaz drug človek. Jaz pozabim, da se mi kdaj ne bi dal pridati, haleluja. Jaz pozabim, haleluja, ker sem takoj, razumeš, tvoje okoliščine nič ne pomenijo. Začni slaviti Jezusa. Če ohraniš ta ritem slavljenja v svojem srcu, ti bo vedno šlo dobro, haleluja. Vedno, haleluja. Iz vsake stiske te bo Bog potegnil. Slavljenje proizvede potres. Potres rešitev iz zapora, haleluja. Razumeš? Kad ti slaviš, se bo vse tvoje okoličine potresle. Naenkrat to, ko bi te mogli ubiti, ti bo začel koristiti, haleluja. Amen. Bog bo naredil uspeh iz tvoje katastrofe, haleluja. Amen. Dajmo moliti. Oče, hvala ti za tvojo besedo. Oče, jaz molim, da karkoli si nam zdaj govoril, komorkoli, posebej od nas in vsakmu posebej, kjer sedi. Oče, molim, da se tvoja beseda manifestira. Ti si rekel, da boš potrjeval svojo besedo znamenji in čudeži. Jaz molim, da kdorkoli more v sebi zdaj razčistiti stvari glede tega sveta, Oče, in iti ven na drug nivo, se dvigati nad vse stiske, politike, ekonomije v tem svetu, haleluja. Oče, da dvigneš vsakega od nas, Oče, da ohranimo melodijo slavljenja v svojem srcu, da hodimo v duhu naprej, da imamo vizijo za prihodnost, da nam pokažeš, Oče, kako naprej, haleluja. In da gremo naprej v tvojem duhu in v zmagi, haleluja. Amen.